Evo, lepo pozdravljeni v mojem imenu. Naslednja dobra ura bo namenjena aktualni temi za vse marketingaše, torej TikToku. TikTok je platforma, ki jo v največji meri uporablja generacija Z, nekje 60%, torej mladi rojeni po letu 96. Ker je to generacija, za katero pravimo, da hoče vse instantno, so tudi videi taki na TikToku. Tako je nekako, da ti dajo 3 sekunde, da jih prepričaš, če pridejo do 15 sekund, si pa itak že zmagal. Tako da TikTok je na voljo že v 150 državah, ima več kot milijardo mesečnih aktivnih uporabnikov, torej res ogromen potencial. In pa, kar v bistvu podjetja največ prepriča, da grejo na TikTok, je ta engagement, ki ga ne morejo nikjer drugje doseči na nobeni drugi platformi več. Evo, z mano 3 moji govorci danes na tem virtualnem odru, poznavalci TikToka iz prve roke. Klavdija Cimer, Klavdija, živjo, lahko se kar unmutaš, iz podjetja Hurej Studios, pri nas znani kot mali junaki, odgovorna prav za TikTok oglaševanje. Potem je Jure Laharnar, svetovalec blagovnim znamkam, živjo Jure, mahamo. Ne dela samo na TikToku, ampak ga jemlje kot en del, ko snuje različne marketinške akcije. Z nami pa tudi Luka Čižmek, tipičen predstavnik generacije Z, 20-letnik, ki ima TikTok verjetno že v DNK-ju. Tako da na TikTok je pomagal že velikim brandom. Danes se pa predvsem fokusira na podjetje, bo potem več povedal na Ortodental. Pa dajmo kar začeti, tako da tudi tisti, ki imate v publiki, ki imate kakšno vprašanja ali bi pa delili svoje izkušnje, dajte dvigniti roko, z veseljem slišimo kakšno vprašanje, z veseljem bojo odgovorili moji gosti. Za začetek mogoče za Luko, ker je najmlajši, pa mogoče bo tak prav. Kakšna je platforma TikTok in koliko se razlikuje od vseh ostalih? Torej, koliko se razlikuje recimo od Facebooka in Instagrama? Ja, hvala lepa za besedo. Jaz v bistvu sem mnenja, da se je TikTok v zadnjih 3 letih, odkar ga jaz spremljam, precej bolj v bistvu malo bolj podoben je Facebooku pa Instagramu, kakor je bil včasih. Oziroma bi rekel zato, ker je pač Instagram videl, da TikToku gre zelo, zelo dobro in je počasi začel te funkcije TikToka, se pravi Instagram Reels, uvedel tudi na svojo platformo in se je v bistvu ta tip vsebine, vertikalni video, ki je dolg nekje med 15 pa 60 sekund, v bistvu prenesel tudi na ostale platforme in na YouTube, ki ima YouTube Shorts, in na Instagram, ki ima Instagram Reels. Drugače pa, ja, včasih bi rekel, da se je pa TikTok najbolj potem razlikoval, da je bila samo tam prisotna ta vsebina teh v bistvu vertikalnih videov, pa ta endless scroll feature, se pravi, da si lahko vsebine nikoli ni konc, vedno lahko greš naprej in vedno ti ta vrhunski algoritem prikazuje ta pravo vsebino. Okay. Pa to, da je TikTok zdaj podoben Facebooku pa Instagramu, vas to odbija, vas to moti, mlade take? Ne, sploh ne. V bistvu mislim pa še vedno, da trendi nastajajo na TikToku in da tudi tisti, ki smo pač gledali TikTok, preden so Instagram Reelsi obstajali, še vedno večino časa preživimo na TikToku, ne na teh ostalih platformah. Verjamem pa, da je bil pač za Instagram to nujen korak, ker drugače ne bi preživeli prav dolgo. No. Preživeli, ok. Jure, tvoj pogled, kako ti vidiš, kakšna je platforma, kako se razlikuje? Ja, v bistvu je zelo zanimivo, kaj se dogaja s tem social media platformami, zato ker vsaka naslednja, ki pride, nekako pobere najboljšo stvar prejšnje.
in mislim, da je to TikTok zelo dobro naredil, ne? Ampak če pogledamo še malo nazaj, pa se spomnimo, ne vem, koliko tukaj vas pozna Snapchat, Instagram je iz Snapchata pobral story format, ne? In se je takrat pol naprej začel vse to razvijati v nek ta vertical format, in pa da ti dejansko greš potem na naslednji story. Na Instagramu je bilo to sam pri sledilcih, TikTok je pa odlično pozicioniral, tukaj Luka omenil ta never ending scrolling, ne? To šopanje dopamina, da nikoli ne veš, kaj bo naslednji. Pač post je bil to na Instagramu, zdaj tukaj post je dejansko že video, ki se ti rola. Tako da načeloma niti play button ne rabiš stisniti. In mislim, da zdaj sploh v vzponu še artificial intelligence, AI-ja, bomo čez dalje več videli tudi nekih drugačnih pristopov do uporabe teh social media orodij, ne samo s pravimi ljudmi, ampak bojo to že pač dejansko neki virtualni influencerji, ki bojo delili svoje znanje. Ja, hvala Jure. To sem hotela v bistvu še prej povedati. Po zdaj statistikah na platformi Mladi preživijo mladi, pač vsi uporabniki, 95 minut na dan, torej več kot uro in pol. In če so videi v povprečju nekje 15 do 30 sekund, potem si lahko predstavljamo, kako količino vsebin pač mladi konzumirajo. Tako da to je res wow. Okej. Dajmo začeti še pogledati, da rečemo, a je TikTok primeren za resne firme, za resne, kot rečemo, da večje, take resne, Krko, Petrol, zavarovalnice, a je TikTok nekaj, kar ne bo zamajal njihovega ugleda ali pa njihove resnosti, no? Klavdija, mogoče tvoj input. Mislim, čisto kratek odgovor je ja, pač jaz mislim, da je v bistvu TikTok primeren za vse vrste firm, pač takih in drugačnih, a ne zdaj, pač potem je razlika v tem, kakšen content se bo delal, a ne, če si ti recimo nek e-commerce, neka spletna trgovina, boš verjetno potem, ne vem, delal videe bolj v smislu neke predstavitve produktov, a ne, cilj bo, da ne vem, pač nekdo, da bo TikTok ta last touch point, da bo recimo tam kupil, ne, pač po drugi strani pa tako, kot si omenila, ne, nek Petrol, zavarovalnica, pač je tukaj potem treba gledati na to bolj kot na branding, a ne, veliko govorimo o tem, da je pač Gen Z generacija prisotna na TikToku, a ne, in pač mogoče te ljudje zdaj še nimajo avta, pa ne vem, potrebe po benzinu, ampak pač sigurno slej ka prej pa bojo, a ne, in takrat je fajn, da so pač te firme gor, a ne, zato da v bistvu je njihov cilj, da si ti potem tista top of mind znamka, a ne, da si jim pač cool, a ne, da ne vem, ko bo pač imel on 3 različne bencinske servise pred sabo, se bo pač zapeljal na tvojega, a ne? Top, super. Jure, tvoj pogled, resne firme, ja? Ja, mislim, definitivno se je tukaj treba prvo vprašati, zakaj sploh neko platformo uporabljaš in kaj je namen, ki ga hočeš doseči, ne? Ne moramo vse stvari metati zdaj tukaj v en koš, ampak tukaj bi se strinjal na kratko s Klavdijo, ja. Kjer jaz za velike firme predvsem vidim potencial je, da se približajo mlajšim generacijam, ker generacije Z pridobivajo na kupni moči, počasi bojo postali pač največji spenderji na spletu in TikTok je odličen način, kako se podjetje ne samo dobi neko novo platformo, ampak se nauči komunicirati na ta zdaj novodoben način. Se pravi video first, vertikalni format, kratki videi. Zdaj, kako bo podjetje tukaj noter vkomponiralo svoj brand presence ali pa se predstavilo, je pa to, kjer ogromno ljudi zdajle lahko dobi službo in to so predvsem mladi, reče se jim creative strategisti, ki v bistvu poskrbijo pol za nek nastop tega podjetja na tak interaktiven način, ki ga starejši marketingaši praktično ne obvladajo, ker smo, jaz sem neko vmes, navajeni te stare šole in pristopa, ki je bil zadnjih 10 let aktualen, ko se je pojavila digital, se pravi social media. Ampak podjetja, ki dejansko tudi, če je to Mercator, tudi, če je to, ne vem, Krka, kdorkoli, še en dober način za uporabo TikToka je, da gradijo nek employer branding oziroma da svojim zaposlenim omogočijo, da prispevajo k kulturi podjetja in da s TikTokom pokažejo nekako svojo kulturo, mogoče tako kakšno novo zaposlitev dobijo ali pa predvsem so mogoče malo bolj zanimivi tudi za kakšnega investitorja ali pa B2B partnerja, take zadeve. Predvsem prepoznavnost je ono, kjer mislim, da
bi tudi večji brendi mogli delati na TikToku. Super, hvala. Ja. Luka, dodaj. Če še na kratko Ja. dodam, vse sta v bistvu že vse povedala. Predvsem je pač tudi za mene odvisno od interesa, ki ga ima podjetje. Tudi če mogoče produkt ni namenjen za mlade, je smiselno na TikToku poskusiti vsaj z nekim employer brandingom, če pač ima to podjetje neko potrebo po kadru. Tukaj smo mi videli v bistvu, da je naša komunikacija sicer pač pri Orthodentalu namenjena potencialnim strankam, pacientom, ampak ker se kot podjetje pač predstavljamo kot cool ekipa, ki smo pač za paciente prijazni, in tako so tudi vsi ostali, ki bi se potencialno radi zaposlili, videli, da smo v redu ekipa in na ta račun pač nam ne manjka prijav na prosto delovna mesta. Super, odlično. Zdaj pri TikToku, jaz ne vem, a deluje vse normalno, jaz sebe slabo ne vidim. Zmrznila, drugače slišimo pa te. Sem, ne? Ja. Dobro, če sem sam zmrznila. Dela. V redu. V redu. Torej, govori se veliko o tem hudem dosegu in o tej viralnosti in moraš iti na TikTok in potem bo samo še viralno vse, skratka vse gre gor. Klavdija, vi imate eno izkušnjo res tako s tem, da en vaš video je dosegel celo 75 milijonov ljudi, če se ne motim. Kako je to uspelo, da malo razložim? Ja, v bistvu tukaj gre za video od ene uporabnice. Ta video smo pač potem mi recimo pridobili pravice, da smo ga lahko oglaševali naprej. Čist kratek video, mislim, da je 5 sekund dolg, punca pač podari našo knjigo svojemu partnerju, on zajoka in to je to. In pač niti ni posneto iz ne vem kakšnega kadra, niti ni ne vem kakšna kvaliteta, ampak tisti video smo mi naključno odkrili, mislim, da po 3 dneh, ko ga je ona objavila, in takrat je imel video že 1,5 milijona ogledov. Potem smo se mi dogovorili za Spark kodo, to je ta način, da v bistvu lahko kot podjetje boostaš video, ki ni tvoj. In smo potem pač v njega začeli vlagati in ja, tako kot si rekla, zdaj ima video več kot 75 milijonov ogledov, še vedno nam super prodaja, tako da, ja, to je to. To je bil naš tak lucky shot, no. V bistvu je to, da je začela da je sama naredila posnetek, pa ste ga vi pol boostali, je bilo verjetno to ključno, ker ko sem šla gledati vaš TikTok, je veliko podobnih videov, pač teh vaših jokajočih fantov in očetov je velika, tako da vi imate ta čustven element zelo prisoten. Tako da je bilo verjetno to, da je ona ta content zgenerirala. Ja, sigurno. A veš, drugače recimo, kot ti, ne vem, scrollaš čez ta endless feed, a se ti pač pojavi profil znamke ali se ti pa pojavi profil enega uporabnika, Tudi v bistvu načeloma smo uporabniki nagnjeni k temu, da veliko bolj verjamemo drugemu uporabniku kot pa znamki, In to je v bistvu pač to sodelovanje mi zdaj rečemo, da je pač naša influencerka, čeprav v osnovi sodelovanje ni bilo vnaprej planirano. Je v bistvu super, zato ker pač tukaj res uporabniki potem govorijo sami zase, mi pač potem samo kuriramo te oglase naprej. Vi ste eni tako podjetje, ki imate res veliko tega kontenta od vaših uporabnikov, kar je pač to vam samo v plus, ker je praktično, ne vem, po mojem polovico je res tega. In kako to dobite, kako... Je to samo od sebe se naredi, sami posnamejo, sami vam pošljajo ali kako je? Veš kaj, to je pa v bistvu en fenomen, ki se je zgodil še preden sem jaz prišla k Malim junakom. In sicer, ko smo mi šli na ameriški trg, smo v bistvu nezavedno ustvarjali gibanje jokajočih očkov. To v bistvu pomeni, da so potem žene oziroma mame že tekmovale med sabo, kera bo prej objavila svojega moža, pa kjer mož bo prej zajokal, in pač potem je iz tega ratala kot neka kultura in v bistvu ogromno dobimo tako organsko kontenta, sigurno pač nekaj sodelujemo tudi s kreatorji, nekaj sodelujemo z influencerji, ampak ne vem, če si šel recimo kdaj kakšne naše Facebook poste pogledati v komentarje, tam se recimo pač ogromen materijala nabira, moj je pa takoj zajokal, moj pa ni zajokal, moj je pa bil ful vesel, mislim tako, in
v bistvu je šlo to potem kar samo od sebe naprej, kar je bilo pa pač nam samo v bistvu voda na našmilno. Top, torej jokajoči moški, to je Dela vedno. dela vedno, ok, toliko da veste. Ok, mogoče Luka, Jure, ne vem, katere elemente recimo bi vidva rekla, moram imeti nek video, da postane top, viralen recimo, ajde. Kaj je nekaj ključnega, kar sta vidva recimo do zdaj videla? Ja, Nekaj res eden od performer, elementov je sigurno tudi malo sreče, ampak predvsem vidim neko razliko med videi na Instagramu pa videi na TikToku. In sicer to je, da v videih na TikToku ponavadi pomaga, če je nek voice over ali pa če nekdo v videu govori. Ker na Instagramu pač je 80% ali nekaj takega vse vsebine konzumirane brez zvoka, na TikToku pa je skoraj vsa vsebina konzumirana z zvokom. Pa to zdaj ne pomeni, da če ne govoriš v videu, da ni nobene možnosti, da nek video postane viralen, ampak ja, to je ena stvar. Potem pa tudi, da so v ozadju teh videov neki soundi, se pravi glasba, ki je trenutno aktualna na platformi, tudi to pomaga. Drugače pa v zadnjem tednu, ali tako sem tudi zasledil po ameriških medijih, da ima TikTok tudi v bistvu pri sebi zaposlene ljudi, ki imajo opcijo, da dajo nekemu videu zaželjeno število ogledov. Se pravi, oni temu rečejo hitting in v bistvu nek video, ki se jim pač zdi zanimiv iz kjergakoli, bi rekel, interesa. Tako da to je precej široko lahko potem, ampak v bistvu ja, imajo to možnost, da dajo nekemu videu dejansko oglede. Ok. Ja. Cool. Jure? Jaz bi se mogoče malo z druge strani dotaknil tele viralnosti, ki je tak buzzword. Kot brand, jaz mislim, da nočeš iti viralno z napačnih razlogov in zato v mojem mnenju ni smiselno sploh iskati, kako bom šel viralno, ampak več fokusa na to, da sem konsistenčen pri objavljanju stvari, ki dejansko zanimajo mojo nišo, moj community, ljudi, katerim sem zanimiv in dejansko jim na ta način lahko dajem neko vrednost na dolgi rok. Potem pa itak v teh videih obstaja verjetnost, da se mi bo enkrat posrečilo in bo šlo nekaj virala. Ampak tako, kot je Klaudija rekla, ta primer, to ga po moje poznamo vsi, ki smo se TikToka dotaknili, skoraj Heroesov, nor primer, pa če res vsaka čas še enkrat, čeprav sem ti to že parkrat povedal. Ampak tako se gre na ta pravi način viral, da ti imaš neko, da kontroliraš tisto, kar lahko kontroliraš, torej kontroliraš input, to so briefi, to je kako ti kreatorjem razložiš, da vsebino objavljajo. In potem na podlagi tega oni to naredijo, en video gre viral in se zgodi to, kar se je zgodilo njima. Zdaj, kako prebiti neko mejo algoritma, da bo tvoj video dobil več ogledov, da mu bo Facebook ta algoritem odprl, je view time, se pravi, koliko časa uporabnik gleda naš video. Zato je dosti pametno, kar tudi jaz Brandon svetujem, se veliko več ukvarjati s tem prvim delom videa in temu se reče hook in posvetiti dosti časa tem hookom, da so naravnani na tak način, da video uporabniku, ki ga verjetno vidi prvič, brand, postane zanimiv že v teh 3 sekundah in potem se ta čas podaljšuje. Daljši kot je čas gledanja videa, več ti TikTok odpre območja, ki ga prikazuje. Torej, pri nas, če objaviš v Sloveniji, se začne v Sloveniji, pol gre na Balkan, pol, če imaš še tam dosti dober view time, se odpre še Evropa in potem naprej. In tisti viralni videi, kar je skupnega pri njih, je, da imajo zelo dober view time, torej, da veliko ljudi dolg časa ta video gleda. Ampak da prepričaš, da gledajo dolg, moraš, tukaj si rekel, prve 3 sekunde jih prepričati, da sploh je vreden gledati naprej, ne? Ja, to je nek tak prvi milestone, lahko rečemo milestone temu, ki ga lahko takoj kontroliraš, in ga lahko tudi testiraš z večjimi različnimi zadevami. Ampak ne vem, en primer je, ne boš verjel, kaj se mi je včeraj zgodilo. Ali pa kako je lahko ta oseba takšna. Tukaj zdaj gledamo zahoden TikTok, kjer je drama zelo dober retention holder. Na vzhodu, recimo pri Kitajcih, je ta razlika, da je algoritem tudi drugačen in tam bojo veliko bolj performali vsebine, ki so povezane z znanostjo, znanjem, matematiko, takimi zadevami. Zdaj, eni pravijo, da je to teorija zarote. Jaz sem z parih virov, ki jim zelo verjamem, slišal, da je to res. Ampak že ta podatek pač govori, da
je na zahodnem svetu platforma drugače prilagojena in tisti videi, ki najbolj delajo, so te, ki na začetku znajo ustvariti neko zanimanje, nek wow, kaj se bo zgodilo. Taki videi ponavadi pol dobijo, ali pa emocije, tako kot v Claudinem primeru. Taki videi ponavadi pol kar ohranijo ta view time. Aha, ok, hook, torej emocije pa drama. Tako, hook je ta prvi del, potem drug modelu se lahko reče, ne vem, nek angle ali pa storyline, kjer zadržiš ljudi s tem, da govoriš o produktu oziroma storitvi, da probaš biti zanimiv, tako kot je, ne vem, je Klaudija Luka prej rekel, pač bolj hočeš izpadati kot Brandon, kot brand, torej to je v angleščini be a Brandon, not a brand, da se ljudje lažje povežejo s tabo in te poslušajo. Ne? In po tem nekem storylineu, ki jih je tudi lahko več različnih, odvisno za katerega se odločiš, pride pa na koncu še nek call to action. Zdaj sploh, če se pogovarjamo o glasih, če uporabljaš TikTok za to, da prodajaš svoje izdelke, je ta call to action na koncu zelo pomemben, ker bo zelo povečal klikabilnost po ogledanem videu na tisto stran, kamor želimo, da ljudje grejo. Tako da to so 3 glavni segmenti, no, hook, storyline, pa potem call to action. Top. Ok, ko smo pri Brandonu, torej, da mora biti ena taka oseba v ospredju, Luka, gremo kar na tvoj ortodental. Vi ste, povej nam malo, kako ste začeli z TikTokom, kjer je tvoja mami zdaj taka zvezda slovenska, da rečem. In za ortodonte ne bi si pač zelo mislili, da so glih na TikToku, tako da vi ste bili prvi in verjetno tudi zaradi tega tako zelo uspešni. No? Kako ste začeli? No? Ja, se pravi, mi smo s TikTokom v bistvu začeli konec leta 2019, pa smo bili takrat, bi rekel, mogoče celo prvi ali pa sigurno med prvimi podjetji na TikToku v Sloveniji. In v bistvu takrat je TikTok bil zelo nov, počasi je v medijih začenjal, da mogoče iz tega nekaj bo, mogoče bo pa tako kot Vine, pa bo pač propadel. Ampak sem pač rekel, da ga bomo testirali kot eno od novih platform, pa videli, da se da tam nek efekt doseči. In smo zelo hitro pač tudi mi videli, da ta organski doseg res je nekaj, kar lahko vsak doseže, in so videi začeli dobivati pač veliko količino ogledov. Smo pa videli, da ja, v videih pač mora nekdo nastopati, in zaradi tega je bilo zelo priročno, da ker smo vseeno storitvena dejavnost, da tista oseba, ki ponuja storitev, se pač prikaže kot neka in prijazna in pač še vseeno strokovna oseba, ker se nekako ljudje pol na njo navežejo in tudi dobijo neko zaupanje do tega brenda ali pa do te osebe. In pol smo pač to naprej peljali naslednje 3 leta in se je izkazalo, da je super. Daj mi povej, koliko zdaj recimo to, če probamo tako plastično, koliko tvoji mami vzame časa, da se posveti temu delu, ne vem, ste še kje drugi, ali ste sam na TikToku, pač social media? Ja, ne, pač na socialu smo povsod in plačljivo in pač tudi organsko, tako da zdaj je snemanje nekako že, bi rekel, v vsakdanu teh procesov, tudi vsi, ki so v ekipi, so dokaj odprti, pa pač jih ne moti, če se kaj snema ali pa kaj slika. Tako da, kar se samo TikToka tiče, ponavadi organiziramo prav snemalni dan, ki ga naredimo enkrat na mesec, takrat spišemo več idej, recimo 10 ali pa 15, pa jih takrat poskusimo posneti v uri ali pa 2, zaradi tega, da ne delamo tega skozi malo pa pomal. Kar se pa tiče Instagrama ali pa drugih platform, pa na koncu tudi TikToka, nam je pa bolj pomembno to, da neke stvari, ki se vsak dan dogajajo, tam dokumentiramo in jih pol sproti v bistvu objavljamo. Koliko pa objavljate vsak dan na TikToku? Ne. Zdaj ne več, tako da okvirno vsak drug dan ali pa vsak tretji dan v bistvu gre objava gor, ker mislim, da smo si zgradili neko kredibilnost. Če bi pa zdaj poskušali vstopiti na TikTok, bi pa verjetno vsak dan objavljal, ja. Ok, skratka, na začetku večji push. Ja. Jaz razmišljam o tem, o nekih jumbo plakatih v Ljubljani, in da če kupaš 4, pač ne boš nekega efekta naredil, če jih pa 200, pa mogoče boš nekaj naredil. Cool.
Okay. Klavdija, kako ste se vi lotili nastopa na TikToku? Kako ste štartali? Je bil to nek hud bojni plan? Ne vem, vse načrtovano do potankosti, ali je bilo to, gremo probat, pa bomo videli, mislim, gremo malo raziskati. Kako je bilo? Mislim, bilo bi super, če bi bilo tako ful bojno načrtovano. Ni bilo, mi smo v bistvu, lahko bi rekel, da smo praktično čez noč se pač odločili, da bomo začeli delati na TikToku. Povod za to je bil to, da smo mi 1,5 leta predtem začeli opažati, da nam pač performance na v bistvu drugih socialnih omrežjih pada. In smo potem iskali neke alternative, pač TikTok je bil sigurno ena izmed teh prvih, na katero smo pač pomislili. Tako kot sva prej rekla, mi imamo pač ogromno tega user contenta, tako da niti ni bilo zdaj treba, en mesec vnaprej splanirati ful enih videov, pa kako bomo mi to šli, ampak smo rekli, nam je itak cilj prodaja, pač dajmo probati in v bistvu v roku 14 dneh, odkar smo mi začeli oglaševati na TikToku, smo odkrili to našo Madison, ki ima 75 milijonov ogledov, tako da je tudi naš spend je šel iz 0 na milijon, pač zelo hiter, Je pa tudi, tukaj pripomore pa tudi dejstvo, da mi smo zelo vezani na sezone, se pravi recimo Valentinovo, Mother's Day, Father's Day, pač v bistvu neke iščemo, kjer so v bistvu te naše glavne sezone za prodajati in mi nismo imeli prav veliko časa, da bi rekli, zdaj bomo pa 3 mesece malo tole probavali, pa da bomo potem videli, da se nam splača. Mi smo pač rabili dosti hitro dobiti nazaj feedback od platforme oziroma od uporabnikov, a je to za nas ali ni, tako da smo majčkeno mogli tukaj tudi riskirati, ampak mislim, da smo pač ogromno absolutno tudi profitirali, Ena izmed stvari tudi, ko smo naredili, je to, da takoj, ko smo se malo bolj aktivno začeli ukvarjati s tem, smo šli pogledati, če je kaj pod našim hashtagom, recimo hashtag #KoreHeroes, in dejansko pač se je tam že govorili kar nekaj o nas, sam nas še ni bilo tam, In potem smo se recimo tudi hitro zmenili z temi videi, ki so bili že gor, da so nam dali par kode, pa da smo potem recimo še tisto dodatno boostali, Potem smo pa začeli do tega postopati bolj strukturirano, tudi ekipo smo povečali, najprej je to začel pri nas Mic, pol je pač Mic to predal meni, zdaj imam jaz pomoč zraven, tako da zdaj se tega lotevamo bolj pametno, takrat je bilo pa tako kar raketa, Kar raketa, ampak dobro, vzletela je, tako da to je to, the best. Dobro, Jure, še tvoj pogled, kako bi bilo idealno, da se eno podjetje loti nastopa na TikToku? Kar bi svetoval je, da se vnaprej pripravijo vsebine. Torej, da imaš ti enih 30-40 videov pripravljenih preden odpreš sploh račun na TikToku, ker je ta prvi mesec res ključen, Zato tudi to, če boste opazili kakšne dobre case studije ali pa ljudi, ki so neki brand menedžeri na TikToku, ki to delajo za podjetja, oni grejo zelo hitro na 10,000 followerjev, pa dobivajo oglede konstantno dobre. To je zato, ker te TikTok preferira na začetku, ko si ti nek nov user. In če imaš ti pripravljeni dosti video vsebin, lahko vsak dan objaviš eno. Tako kot je Luka rekel, če bi šel zdaj spet na TikTok, bi objavljal vsak dan. To je po moje ključno, da ne greš pač ok, bom odprl TikTok, pa bom že, ne, pač prid pripravljen. Priprav si vsebino in ko prideš na TikTok, začni objavljati. To bi bil en tak ključen, ki bi ga še izpostavil, poleg tega, kar sta že druga dva govorca povedala. Ok, super. Pa po vaših izkušnjah ali pa po tvojih, mogoče Jure, česa se podjetja, ko se odločajo, a sploh bi ali ne bi ali tako, česa se najbolj bojijo? Kaj jih ovira? A je to priprava kontenta, pa joj, kdo bo to delal, pa nimamo veliko, pa sploh ne vem, kaj bi povedali, ali je to pač nimamo časa, skratka ne vem, kaj je, ali pač ja, to je spet ena taka platforma, kjer je gor sam zabava, tako, česa se bojijo, tako da jih odvrne. Ja, mi 1 let nazaj, ko smo šli all in v TikTok adse z Buzzversom, ko smo ga ustanovili takrat, lahko povem, da smo po moje, da je 80-70% projektov smo failali in to zelo hitro, ker dejansko ni bilo tega preboja. In če podjetje pričakujete, da boste šli na TikTok z oglasi v tujini, s takim kontentom, kot ste ga imeli na Facebooku in Instagramu,
ne bo tako lahko. Ne? Ker mi smo mislili, da bo. Mi smo dejansko mislili, ok, v redu, imamo znanje iz contenta, imamo znanje iz social medije, spendali smo skupaj še Jurek Nehtel, ki je drug co-founder, ne vem, po moje, čez 50 milijonov v Meta Adse, delali z 8000 plus influencerji, mi to obvladamo. Ne? Pridemo gor, začnemo s kampanjami, ni rezultatov. In kaj bomo zdaj? Ok, v redu, gremo pivotat prvič, gremo pivotat drugič. In zdaj 1 let mim in dejansko transformiram podjetje v to, da bomo delali samo kreative za oglase, za vse platforme. Ker dejansko ali trg še ni pripravljen na TikTok, malim je ratal hackant, sploh v Evropi, Amerika je druga zgodba, ampak predvsem, kjer so podjetja iskala največjo potrebo, je bil po moje prvo FOMO, torej fear of missing out, da se je neka nova platforma pojavila, pa oni še niso gor in smo dobili pač prve kliente lahko takole. Druga, ki je bila, je, da so ostale platforme začele slabš performat, torej Facebook, Instagram in tako naprej. In tretja je bila po moje, ker so bili navajeni konstantne rasti. In so rekli, ok, TikTok je zdaj ta moj way out, da bom spet prišel na uno zeleno vejo, da bojo moj return on ad spend med 3 pa 5. In dejansko, kar se dogaja zdaj, je, in meni je to zelo všeč, da se vračamo nazaj k bistvu marketinga in zadevami, kot so retention, kot so lifetime value customerjev. In točno zaradi tega je v moji glavi trenutno TikTok samo ena platforma, ki jo bi umestil v vsako strategijo za marketing, z zavedanjem, da bi 90% časa to platformo uporabil za discovery, torej da me ljudje odkrijejo. Tukaj bi in z organikom in z oglasi lahko prišel do velikega števila ljudi, ker stroški na 1000 prikazov so nižji kot na Facebooku, sploh odvisen od katerega trga, recimo Romunija 50 centov, smo mi v povprečju dosegali, ne? Ni bilo pa konverzij, ni bilo pa direktne prodaje. In tukaj igra več faktorjev, oziroma tukaj igra več stvari vlogo, zakaj je temu tako trenutno. Eden izmed njih je tudi demand, na vse splošen demand, koliko so ljudje pripravljeni zapravljati, a kupujejo stvari, ki jih želijo, ali kupujejo zdaj trenutno samo stvari, ki jih rabijo. Ne? Da se počasi pomikamo proti temu, to rabim, to kupim. Tako da ja, te bi bile ključne stvari, kar se tiče TikToka, pa mojih izkušenj s tem, ampak tako, kot sem rekel, ni enostavna platforma, imamo pa tudi uspešne zgodbe. No, upam, da nisem zdaj koga prestrašil ali pa karkoli. Se da, itak, da se da, ampak hočem biti tukaj čisto realen z vami, pa vam povedati, da mi smo se v enem letu zelo namatrali, ker smo bili fokusirani samo na TikTok. Tako da ja, veliko faktorjev še igra zraven vlogo, a bojo oglasi profitabilni. Cool. Luka, se strinjaš, je TikTok bolj za discovery ali se da tudi jaz prodaja? V bistvu s tem se strinjam. Ne bi rekel, da je samo za discovery, ampak dve stvari sta tle, ki sta ključni. Ena mislim, da je, da mora tudi TikTok na svojemu oglaševalskemu produktu še malo delati, ker če hoče oni priti do ta velikega denarja, bojo pač mogli to dodela do te točke, da bo nekdo lahko prišel pa vrgel pač velik denar, pa dobil 3 do 5 ROAS, pa cashov out. Tako da tukaj to je ena stvar. Pri tem v Discoveryju pa ja, tudi pač pri stanju v bistvu celega sveta zdaj, a kupujejo ljudje nekaj, kar rabijo ali nekaj, kar hočejo. To je res. Mislim pa tudi, da niso vsi produkti taki, kjer lahko takoj nekdo se odloči, zdaj bom pa jaz to kupil, kar sem videl na TikTok oglasu. Pri Hooray Heroes mislim, da ta čustven del, ki so ga oni lahko v te oglase dali, je pač res vrhunski in da če bi se tega tudi probalo ten e-commerce, ki samo prodaja tiste, recimo ta poceni izdelke uvožene iz Kitajske, ne moreš tega nekega čustvenega faktorja dobiti tudi v kreativah. Pa če si še tako dober, da se ne vem, kaj spomniš, ne moreš tistega narediti tako lepega, kot lahko tele knjigice, recimo. Tako da tudi tukaj se mi zdi, da ni zanemarljivo, da eni produkti pač so winnerji, eni pa pač ne. Pač ne, ja, ok. Pa dajmo se zdaj, ko smo že pri tem, se lotiti tudi oglaševanja na TikToku. V Sloveniji to še ni mogoče, je pa na voljo v Evropi pa v ZDA. In pravijo, don't make ads, make TikToks. Kakšna je razlika med oglasi in med, kako bi rekla, TikToki? Klaudija?
Mislim, to je v bistvu to, o čemer zdaj že nekaj časa govorimo, a ne, da ko nekdo vidi tvoj oglas, TikTok, kakorkoli, na TikToku, njemu ne kriči znamka, ampak se mu na bolj tak seamlessly način integrira ta video v ta njegov scroll. In zato pač tukaj ta klasičen princip oglasov, recimo, ne vem, jaz vidim, kako pač pri nas delamo oglase za Facebook pa za Instagram, pa so vrhunski, res lep, dober dizajn imamo, ampak to ne deluje na TikToku. In tudi tukaj pač potem, ko enkrat to vidiš, a ne, sej to se ti recimo pač, če nekaj spendaš zelo hitro že, če ne drugega v CTR-ju pokaže, se moraš ti v bistvu samo pač obrniti na to, da pokažeš produkt, kratki unique selling pointi, kratki videi, tako kot je prej Jure rekel, včasih moraš samo shiftati prve 3 sekunde, a ne, kar se recimo v oglasih da super testirati, a ne, pač daš, ne vem, en video, ki je praktično isti, samo prve 3 sekunde so zamenjene, ga imaš en dan v oglasih in imaš tako instant rezultate, kjer pač je tisti, ki ima največji potencial ali pa recimo tisti, ki ti že prodaja, a ne. Tako da pač vse firme, ki se bojo tega lotile, se bojo v bistvu mogle malo odmakniti od tega klasičnega sistema oglasov, recimo, ki jih imajo mogoče na drugih socialnih omrežjih, pa se bolj posvetiti temu, da delajo videe, ki so bolj native za to platformo. Okay. Ti si rekla, da ste vi tudi, ko ste vaše oglaševanje prej baziralo na Facebooku, a ne? In potem je zdajle v bistvu TikTok v dobrem letu pa pol postal steber vašega oglaševanja. In ko ste začeli z oglaševanjem na TikToku, si tudi imela ti neke delavnice znotraj vašega podjetja, da ste mogli malo nek mindset spremeniti. Daj malo več o tem povej, no? Kako ste celo ekipo, da rečem, malo naravnali, skalibrirali na TikTok. Ja, mislim, ne bi rekla, da je pač zdaj TikTok tisti edini steber, pač TikTok odlično deluje v kombinaciji s Facebookom, z Instagramom, z Googlom, s Pinterestom, kakorkoli, pač kjerkoli platforme že imate v svoji pač tej marketinškem spletu, ampak velikrat naletimo na to, sploh recimo pri kakšnih starejših, a ne, ta mal odpor do TikToka, pa a je to res to, a zdaj bom res vse shiftali na to, a ne. In pri nas smo ugotovili, da kot prvo smo mogli najprej svoje zaposlene izobraziti, kot drugo smo mogli biti pa z njimi transparentni. Se pravi, kako smo to naredili, tako kot si rekla, jaz sem začela organizirati ene kratke delavnice za različne v bistvu skupine ljudi v našem podjetju, samo to, da so razumeli, kaj je TikTok, kako deluje, kakšne videe snemamo, kakšne videe delajo, kakšne recimo opcije imajo oni kot zaposleni možnost, da nam pač pomagajo pri kreiranju kontenta. Zato, ker ena oseba za 15 profilov pač enostavno ne more generirati kontenta in pač pri nas se nam je potem pridružil dizajn, videoprodukcija, naša CC ekipa, ki je vrhunska, ki zdaj dela super TikTok videe. Ampak, če smo hoteli to doseči, smo jih mogli pač o tem izobraziti. In druga stvar je, da smo potem postavili mesečne sestanke za celo firmo, pa nas je kar veliko, nas je okrog 100, in vsakič pokazali, kako TikTok deluje, koliko prodaja, kakšne rezultate imamo, kjer video je največ prodal, in potem se mi zdi, da smo vsi v podjetju začutili, da ok, pač gremo v TikTok in za tem stoji zelo legit razlog, plus to, da meni je bilo to zelo lažje, zato ker je za mano stal Mic, ki je pač eden izmed solastnikov naše firme in on je v bistvu verjel, da mi lahko na TikToku uspemo in potem je bilo pač vse ful lažje. Ampak se pravim, treba jih izobraziti, pa treba jih biti transparentni s podatki. Luka, Jure, kaj dodala na temo oglaševanja? Ja, definitivno. Jaz bi rekel, da kreativa je tista, ki igra 90% vloge. Ads manager, praktično kopija Facebook Ads managerja in tudi umetna inteligenca noter naredi svoje. Praktično ni nekih težkih strategij za voditi noter, kako boš oglase dejansko plasiral. Podjetja res spodbujam k temu, da to začnejo delati sama. Se jih da tudi izobraziti, se pravi intern kader ali pa ljudi, ki se že ukvarjajo s Facebook Adsi, je to samo še ena platforma, kjer se bo zapletel, je kreativa, ker res, kot je Klaudija rekla, biti bolj native za platformo je nekaj, kar pač lahko rečemo, ampak kaj to sploh pomeni, ne?
In native za TikTok platformo je prvo, da prodal bo dober produkt, ne dober oglas. A ne? Ljudje so vse toliko zavestili, da jih ne moreš več po domač povedan žejne čez vodo voziti, da bojo kupili sam nekaj, kar si jim prodal. In če imaš dober produkt, koliko si zavesten do tega, zakaj je tvoj produkt dober, kaj ga dela dobrega. In pol to nekako komponirati z, ali so to neki ustvarjalci vsebin, influencerji, ki znajo to na dober način pokazati. Kjer jih ti usmerjaš je predvsem te prve 3 sekunde, kaj so neki dobri huki, ki ste jih že testirali in jih pač kar dejansko rečeš, prosim, še 10 videov mi takih posnem, oziroma pol kombinacije nekih različnih anglov oziroma storylinov, ki si sledijo in produkte opisujejo. In tukaj se zaplete, ker dejansko ni človeka, ki ga jaz poznam, da bi rekel, točno to naredi in ti bo delal. Treba je testirati in treba je testirati v pravi smeri, ampak če imaš ti neke komponente, kot so hooki, angli pa call to actioni, ti veliko več možnosti omogoča, da ta mozaik med sabo malo mešaš in ko ti neki zagrab, lahko lažje potem nekega kreatorja naučiš, takih videov rabim več. Tle so pa pol te dolgoročno sodelovanje z ustvarjalci vsebin oziroma celo interni ustvarjalci vsebin najboljše orodje, da tudi z oglasi lahko pol prodiraš po trgih. Luka? Ja, jaz se 100% v bistvu strinjam z vsem povedanim. Mi se tukaj mogoče stvari še malo drugače lotevamo oziroma z malo drugačnim ciljem, ker pač nismo spletna trgovina, ki lahko direktno prodajo takoj mer. Tako da pri nas je v bistvu tudi, ja, vsebina je pač ključna, ampak se mi zdi, da s tem, kar smo v Sloveniji naredili v zadnjih 3 letih, imamo zelo dobro šablono, kaj je vsebina, ki pač je nekomu zanimiva. In zdaj recimo, ko odpiramo počasi italijanski trg, pa se lotevamo tega dentalnega turizma, je tudi na TikToku pač ta vstop toliko lažji, ker v bistvu vsebino samo prevajamo, pa že vemo, kaj funkcionira, damo Spark Adse, boostamo in pač se pozna. Super. Jaz bi mogoče tukaj sam še nekaj dodala, ker smo glih pri oglaševanju. Jaz sem se ful ustrašila, ko je pač nastopil mesec, pa vedela sem, da bo prišel mesec, ko bomo mi manj prodali na TikToku oziroma da nam bo prodaja padla. To je bound to happen, to je logično. Tukaj je res ful pomemben, da takrat, da če vam recimo prodaja tam pade, da si zastavite druge cilje. Zato, ker TikTok, tudi če ste vi e-commerce, pač se pravi spletna trgovina, tako kot mi, ne rabi biti glavni cilj prodaja. Mi smo recimo zdaj za kakšne mesece, ko nam TikTok dela slabše, to je prej že Jure ful dobro povedal, CPM-ji so poceni, CPM-ji so cenejši kot na Facebooku in Instagramu. In recimo naš KPI, se pravi Key Progress Indicator, za določene mesece je, da na naše spletne strani oziroma v našo spletno trgovino pripeljemo relevanten trafik. To pomeni, da recimo, ne vem, karikiram, bounce rate mora biti pod 20, mora biti tak pa tak čas na strani, mora si človek pogledati toliko pa toliko naših podstrani, zato ker ga komot potargetiramo po drugih kanalih, ne, s Facebookom, z Instagramom, s Googlom, kakorkoli, ne. Tako da, ko bo prišel ta padec v prodaji, je treba samo mogoče ali strategijo majčkeno tweakati, ali KPI majčkeno drugače nastaviti, ampak za karkoli od tega pač TikTok je zelo perspektiven. No? Torej treba tudi malo vztrajati. Absolutno. Sigurno, plus vedeti, kaj se dogaja pa z ljudmi, ki pride na spletno stran. Ne? Vemo, kaj se dogaja s trackingom, pa še hujš bo, ko boš ti podatkov dejansko lahko obdeloval. In tukaj pač večje podjetja oziroma večji e-commerce brandi uporabljajo third-party toole, kot je recimo Hyros ali pa Triple Whale, ki ti dejansko pomagajo določiti attribution, sorry za vse angleške izraze, ampak niti se slovenskih ne spomnim, ki ti pomagajo določiti attribution, iz kateri platformi zdaj sploh dodeliti prodajo. Ne? In tukaj Klaudija zelo dobro povedala. Oni TikTok uporabljajo za discovery, oziroma ker vejo, da bojo prve customerje, ljudi, ki bojo prvič prišli gor na njihovo stran, najceneje dobili na TikToku, in to je resnica. Sploh če zraven delaš še organic na TikToku, kjer imaš ta element viralnosti tudi, ne? Ti za nič evrov lahko praktično dosežeš milijone ljudi, to, kar jim je tudi z unim videom rata. Ne? Pol v drugi fazi funnela, kjer je treba dobiti pa zaupanje, pa ljudi nazaj vrniti, pa ne smemo pozabiti na influencerje. So pa to eni zelo dobri kanali, ki bojo pač pripeljali skupnost
ki njim že zaupa na spletno stran, torej jim bojo dodali nek dodaten boost, ok, v redu, zdaj pa res verjamem, zdaj bi pa mogoče lahko kupil. Zato sem tudi prej rekel, da se vračamo malo bolj k pojmom, kot so retention pa lifetime value, ker bomo mogli veliko več na temu delati, da ne konstantno iščemo nove kupce, ampak da te, ki jih že imamo, ohranimo v loopu. Super. Evo, ko smo se že dotaknili influencerjev, dajmo se pogovoriti, torej, a jih mora imeti vsako podjetje, kje jih najdeti, kakšen je postopek dela z njimi, kako jih briefati, tako en tak general pogled na influencerje. Jure, boš ti? Ja, v bistvu zdaj to je spet en splošen pojem, ki je zelo dobil na prepoznavnosti v zadnjih parih letih. Ampak jaz mislim, da ključnega pomena je to, da se moramo prvo vprašati, zakaj influencerje rabimo, zakaj jih uporabljamo. In to, če jih rabi vsak, jaz mislim, da vsakmu bi koristili, ne glede na to, kaj prodaja, zaradi enega elementa, in to je zaupanje. Če ima neka oseba zaupanje in ima platformo, kako lahko izkoristi svoje zaupanje, da preda to besedo naprej ljudem, ki jim pač zaupajo, je to ena zelo dobra strategija, kako dobiti nove ljudi v podjetje, brez tega, da jih rabiš prepričevati, da naj ti zaupajo, ker zaupajo že influencerje. Tukaj se bo delala največja razlika v naslednjih letih, kdo bo ostal sploh influencer, ker je tega balasta v zadnjih parih letih rata res ogromno. Vsak je praktično lahko influencer, ki posta slike gor dol tretji. Mislim, da zdaj se bo naredila transformacija influencerjev v kreatorje, ki so pač ljudje, ki znajo dobro ustvarjati vsebine, ali pa v personal brande, ki so ljudje, ki okoli tega, kar delajo sami, njihovega lajfa, ustvarjajo blagovno znamko, in ta blagovna znamka je osebna. Ampak če se vrnem nazaj, zakaj uporabljati influencerje, so tukaj po moje eni taki 4 glavni elementi. Eno je, da te najdejo kot brand, drugo je, da kot brand dobiš zaupanje, tretje je, da dobiš material za svoje oglaševalske kampanje pa organic kampanje, in četrto je, da si povišeš prodajo. Za vsako izmed teh bi jaz praktično čisto drugačno strategijo za influencer marketing uporabil, in tega se je treba v prvi fazi zavedati. Razdeliti, zakaj točno rabim, in pol na podlagi tega narediti strategijo. Ne imeti eno splošno strategijo, mi pa tako delamo z influencerji in z vsemi delati isto. Tukaj mislim, da je ta ključno, kar se skriva. Cool. Luka? Ja. Luka? Super povedano, Jure. Mogoče kaj bi jaz tukaj dodal je, če je v vaši niši slučajno kak influencer, ki se ukvarja res samo s tisto stvarjo, katero vi delate ali pa prodajate, je to eno super partnerstvo, ki ga je treba čim prej začeti, preden ga začne neka vaša konkurenca. Ker na koncu tukaj ne gre več za nekega influencerja, ampak je to nek key opinion leader, kakor bi temu lahko rekli, ki samo o tisti temi pač govori in je poznan kot nek strokovnjak na tem področju, tako kot smo mi recimo pač naš ortodontko tako pozicionirali. Zdaj po razstopu v tujino, moja mami pač ne zna italijansko, tako da se pa v tujini v bistvu začenjamo sodelovanja z večjimi influencerji, tudi zaradi tega, ker pač so lokalni tam, imajo tam lokalno publiko, pa tako nekako dobimo ta obraz, ki smo ga tukaj pač imeli interno, v tujini ga pa ne bomo imeli. Cool. Klavdija? Jaz bom pa k temu vprašanju pristopila malo bolj plastično, ker se strinjam s čisto vsem, kar sta Luka pa Jure povedala, ampak recimo, če pogledamo zdaj profitabilnost influencerja. Influencer, recimo, vi ga vzamete za, ne vem, recimo 5.000 evrov, pač cene influencerjev, tako vemo, da so šle v nebo in tudi ne vem, kdaj se bojo ustavile. A bo ta video vedno prodajal, je vedno majčken gamble, sej lahko, da bo pač potem preko te svoje affiliate kode bo, ne vem, prodal 15, 20, 30, mogoče tudi 50 produktov, ampak ogromenkrat se recimo meni osebno zgodi, da raje sodelujem s kreatorji, zato ker se velikokrat tudi bolj potrudijo za content, boljši content delajo in jaz potem ta content boostam in veliko raje operiram jaz z 10 videi, ki sem jih dobila za isto ceno, kot bi mi recimo en influencer naredil en video, ampak imam tam potem možnost te kombinacije, da res vidim, ok, od 10 so zagrabili 3, ampak jaz v resnici rabim samo enega. Okay.
Pa mogoče še lahko tako bolj da rečem, da ljudem malo pojasnimo, ne, in kako poteka delo z enim takim influencerjem. Koliko jim date nekih navodil, koliko jih usmerjate, kako jim date nek brief, kaj želite od njih, no? Tako da si ljudje mogoče lažje predstavljajo. To pa nas sicer, mi imamo pač prav posebej zaposleno punco, ki se samo s tem ukvarja, ampak vem, da je cilj, da ja, se jim damo neke določene guideline, pač naj se vidi produkt, če se le da, dajte ujeti recimo moment, ko se ta knjiga podari, ne zato, da pač ujamemo tudi te emocije, ampak jih želimo čim manj omejevati, zato ker te ljudje vseeno vejo, zakaj jih pač ljudje followajo, ne, oziroma vejo, kaj pač radi gledajo in težko bomo mi njemu boljše razložili, kaj posneti, ker on veliko bolj pač ve sama, ne. Tako da neke guideline sigurno je treba dati, ampak je pa treba paziti, da se jih ne da preveč, zato ker potem se tega kreatorja čist preveč omeji, vzame se mu kreativno svobodo in pač taki videi potem po pravilu delujejo slabše kot taki, kot bi jih recimo oni naredili čist po svoji vesti pa na svojo roko. Jaz bom čisto iz prakse izhajal, ker sem iz dnevov, ker sem še vodil projekt Shine Brown, kjer se je 8,000, 10,000 kolebov z influencerji speljalo v 4 letih. In sicer je bila strategija spet taka, da se je različno komuniciralo z različnimi tipi influencerja. Jaz sem jih razdelil na mikro, na makro, na kreatorje, pa na superstare v bistvu. Pol smo dodali še ambasadorje, ki je v bistvu vsak kupec lahko rato influencer. To smo naredili prek ene platforme, kjer si dejansko ti kot kupec lahko opravljajo neke misije. Torej si se slikal s produktom in si zato dobil, ne vem, 20% off pri naslednjem nakupu. Ampak to so bili ambasadorji, se pravi, to je lahko vsak. Pol te mikroinfluencerji oziroma kreatorji smo z njimi sodelovali samo za free produkte, torej samo za zastonj izdelek, da so ga dobili in so posneli po nekem kratkem briefu, za katerega skrbele 2 punce, točno to, kar smo mi rabili dobiti. In ta brief se je čisto vsako leto updateal. Torej, pogledali smo, kaj nam je najbolj delalo v glasih. Pogledali smo, kateri posti so imeli največ lajkov, največ komentov, največ šerov na organiku. In pa istočasno smo pogledali, kam hočemo z brandom iti. Torej, če smo se dotikali nekega novega trga, smo probali narediti malo researcha, kakšna je tam taka tipična punca, ki bi ta produkt uporabljala. In smo tudi influencerje na ta način pol briefirali. Da so pač produkte pokazali vedno v najlepši luči, ampak na svoj način. Sploh pol, ko greš delati z malo večjimi, s tistimi superstari, ki smo delali, tam se itak menjaš z agencijo, ne z njimi, oziroma z njihovim personal PR-jem, tam je zadeva druga. Tam pač ti bojo oni rekli, ja, lahko, toliko denarja boš dal, tukaj se pogovarjamo 10,000 evrov plus na eno objavo, tako bo naredila, to je to, imaš enkrat možnost, da popraviš, ampak ja, ne boš mi nobenega briefa, pa kaj pošilju, razen pač neke guideline lahko sprejmemo, ne. Tako da tam je igra čisto druga. Medtem, ko te sredinski, se pravi malo večji influencerji, rečemo 100,000 followerjev plus, s temi je pa ful dober si vzeti čas in se dejansko malo pogovoriti z njimi, kakšen Zoom call narediti ali pa malo jih spoznati, kaj sploh delajo. In na podlagi tega tudi pol videti, da so pripravljeni oziroma so primerni za sodelovanje s tem brandom, ne. Takim istočasno pustiš zelo proste roke, ampak jih probaš izobraziti, kaj je že delovalo v preteklosti, zato ker taki tudi rabijo reference za naprej, za druge brande, ne. Hočejo dobro narediti in take je treba iskati. In kako najdeti take, ki so odlični, te se bojo zelo hitro pohvalili s kakšnim media packom ali pa rezultati svojih prejšnjih kampanj. In takim je vedno dobro nameniti malo več pozornosti, pa jih mogoče malo bolj spoznati. Cool, super, hvala, Jure. Luka, bi še ti kaj dodal? Ja, sta več ali manj res vse povedala, tako da niti ne bi tukaj kaj dodajal. Okej. Dajmo, saj nekaj smo že povedali, ampak kako, Jure je že kar nekaj povedal, no, ampak mogoče še ostala, kako izgleda en dober TikTok? Kaj vsebuje, koliko traja, tako, general, za vas recimo, kaj se je za vas izkazalo? Luka, boš ti? Ja, lahko. Se pravi, pri nas je, bi rekel, mogoče produkt malo bolj kompleksen ali pa pač tudi dražji in je zaradi tega treba publiko toliko bolj izobraziti, kakor za neke impulzivne nakupe.
Tako da pri nas zelo veliko delamo v bistvu te funkcije Q&A ali pa v bistvu reply to comment with video. Se pravi, kad nekdo komentira, zastavi neko vprašanje ali pa kaj podobnega, lahko mi z videom odgovorimo na ta komentar in je to ful dober način, da v bistvu in community gradiš s tem, ko pač se pogovarjaš z dejanskimi uporabniki, pa tudi oni ti v bistvu dajejo vsebino, zato da ko že 3 leta pišeš 15 idej vsak mesec, pol počasi enkrat zmanjka, ne? Tako da je fajn, da ti tudi uporabniki dajo kako idejo, kaj bi bilo pametno posneti. Super, ampak ja, to je zanimivo, evo, tudi zmanjka idej, a zmanjka Luka? Ja, če skozi na eno temo pišeš, pol jih. Je pa treba pol pač nekaj dodati v ta miks, a ne? Ne vem, pač narediš ti mesec kolab z enim influencerjem, ki je glih zdaj na usponu in pol lahko tudi malo njegove fore uporabiš, pa tako spet narediš zadevo zanimivo. Cool. Klaudija? Ful dobro, Zmanjka idej, kako izgleda dober TikTok? Ja, mislim, idej itak, da lahko teh zmanjka, valjda, ne. Meni je zaradi tega tudi toliko bolj pomemben, da, ne vem, pri nas pač v tem kreativnem procesu sodeluje več ljudi, zato ker tudi, tako kot pač pravimo, vsake učimo svojega malarja, ne bojo vsem všeč moji videi, ali pa, ne vem, od kolegice in je fajn, da pač imamo nek ta splet, da nas več to dela. Ful sem vesela, da je Luka omenil ta reply to comment, ker to sem tudi jaz pri nas ugotovila, da ful dobro deluje. Zato, ker če se je nekdo že odločil, da ti bo napisal vprašanje, ti pa iz tega lahko postaviš video, pa verjetno ni edini, ki ima tako vprašanje, je to prav tako zakladnica idej za content. Drugače sem pa ugotovila, da pri nas itak ful dobro dela, recimo, če zmiksam nek user video z produktnim video. Se pravi, da ne vem, prve 3 sekunde, tako kot pač Jure pravi, da jih moraš zahukati, ne, z enim jokajočim očkom ali pa z neko v bistvu emocijo ob prejemu naše knjige, potem ga pa takoj shiftneš na to, da mu produkt pokažeš, a ne. In se mi zdi, da pač tukaj si potem kar win-win, no. Ok, dobro, super. Dajmo še majčkeno naprej iti. A je že kdo, kako deluje ta slavni algoritem TikToka? A imamo kakšne, Jure, imaš kakšen bolj insiderski pogled, kako je ta doseg tako velik in kaj se dogaja v ozadju? Ja, tako kot sem že prej omenil, nekako, ko video objaviš, TikTok sledi nekemu algoritmu, ki odloča, a je tvoj video dosti dober, da ga pokaže večjim ljudem in ti v bistvu odklenjuje nove viewje. Kar se tiče tega, kaj boš dobival na feed, je pa nekaj, kar jaz sploh z mladimi, ki jih mentoriram, in res polagam na srce, da si naredijo, in to je, da ko dobijo video, ki jim ne daje vrednosti, da od spodaj označijo, da jih ne interesira. In večkrat ti delaš na temu, da si engageaš z vsebinami, ki te veselijo, in rečeš vsebine, ki me ne veselijo, nočem gledati, bolj bo tvoj For You page, torej ta stran, kjer gledaš TikToke, večinoma prilagojena tebi. Če pa ti vedno greš gor samo kot zombi in vsak video samo preskrolaš naprej, a ne, potem boš pa dobival samo balast. In na ta način tukaj že zdaj vidimo, da se algoritem obnaša zelo tako, kot mu mi pustimo, da se obnaša. In v bistvu je v rokah uporabnika to, kaj bo algoritem njemu prikazoval, ne. Se pa platforma izjemno hitro uči. In tu sem že prej hotel tudi omeniti ta TikTok search bar, torej iskalnik, tako kot na Googlu, ne. Mislim, da 40% Gen Z-a išče stvari na TikToku, ne na Googlu. In ta search bar je odličen za delati raziskavo, za pridobivati kreativne ideje, ker ti zmanjka kreativnosti, greš noter, vpišeš konkurenčne produkte in vidiš videe, ki imajo največ ogledov. Tako da v bistvu algoritem nekako dela lahko zelo dobro zate. Fajn se je pa izobraziti o platformi, pa vedeti, kaj sploh hočeš dobivati. Ja, po zadnjih statistikah sem zdaj brala januarske za TikTok, da 50% ljudi v bistvu sploh ne išče na Googlu, ampak kar na TikToku, no. Tako da
presenetljivo. Ful. Ogromen tudi delajo na koliko je ta SEO dejansko dober, torej Search Engine Optimization na TikToku. In če boste upisali karkoli, vas zanima noter, boste videli, koliko vam bo video dejansko relevantnih ven vrgala. Ne? In konstantno se izobražujejo, konstantno se izboljšujejo in tukaj jim ogromno pomaga tudi AI in pa koliko hitro se ta mašina njihova uči, ker je tudi uporabnikov toliko neskončno gora. Ne? Ok, pa gremo samo še recimo upravljanje profila za TikTok v podjetju. To sem že Lukata prej zanj sprašvala, enkrat sem imela pogovor. Je nujno, da to počne oseba, ki je zelo, zelo mlada, ali se lahko tega, da rečem, lotijo tudi malo starejši? Kakšne so izkušnje, kakšno je vaše mnenje? Luka? Ja, jaz ne bi rad bil zdaj pristranski, pa rekel, da to mora biti nekdo, ki je zelo, zelo, zelo mlad, ampak je pa sigurno lažje. Ali pa mogoče, če pač je nek vodja marketinga pač malo starejši, kot sem jaz, je fajn vsaj, da ima nekoga, ki pa je pač moja generacija kot tega creative strategista, kot je Jure na začetku omenil, da pač ima perspektivo, pač svoj pogled na to, kako se mora ta vsebina delati in lahko vam pomaga pri pisanju idej in pri snemanju, nekdo drug pa pač pove, kaj so neka core marketinška sporočila in kaj naj se komunicira skozi to vsebino. Jure? Ja, pomaga, tako bom rekel, pa to se bo zdaj zelo grdo slišalo, ampak pomaga, če je ta oseba privlačna, definitivno. To bo pač sigurno povečalo število ogledov. Tako je platforma naravnana po defaultu, oziroma ne platforma mi kot ljudje. Ljudje smo naravnani. Ja, tako ja, bom se popravil. Ampak ne bi pogojeval z leti, res ne, ker se mi zdi, da ne glede na to, ali si ti star 20, ali si ti star 60, važno je, kako ti sebe vidiš. Ne? In nekdo, ki je recimo star 60, pa mu ni bed snemati samega sebe oziroma ima dosti stvari za povedati, je v bistvu cel life komaj čakal, da se nekaj takega zgodi, da zdaj lahko on začne na ta način ustvarjati. Ne? In meni se to zdi čudovito. Tako da, če je kdo starejši, pa ga je malo strah iti na TikTok, pa začeti objavljati, pač ne vas ne bo nič straha. Ne? Nima veze z leti, važen je samo neka prezenca, pa neka ta pristnost, ki jo lahko ta oseba ven da. Tako da ta človek, ki je v podjetju lahko najbolj avtentičen, bi ga jaz definitivno spodbujal k temu, da bi bil pač obraz oziroma bi začel objavljati na profil. Tako. Ja, saj ravno to je to, kar v bistvu imajo, je TikTok, je privlačen, zaradi te neke naravne surovosti, da rečem, no, ni te spoliranosti, kakor na Instagramu, ki jo že vsi počasno maramo. Ne. Ok. Dajte mi mogoče, kam gre TikTok, kakšni so neki trendi, kam se premika v letošnjem letu, v naslednjih, kaj mislite, kaj se bo, se čutite, se vidite, se vsak dan to delate, kaj bo novega ali pa ne vem, so kakšne novosti, Klavdija? Mislim, kar se oglaševanja tiče, je sigurno dejstvo, da pač vsak dan gor kapljajo podjetja, ne? Tako da konkurenca se pač veča. Ne glede na to, v kateri branži deluješ, zdaj kam se bo kot platforma premaknila, iskreno pojma nimam. Jaz pač na TikToku res probam pač iz meseca v mesec delati, no, ampak je pa sigurno, ne vem, mi zdaj oglašujemo na TikToku malo več kot 1 let pa pol skoraj recimo. In že vidim, da so šle recimo cene oglasov gor, CPM so šli gor, CPC so šli gor, se pravi pač več konkurence, ne, več je pač podjetja, nekaj se pač bida znotraj teh algoritmov za prikaze, ne, tako da jaz mislim, da je fajn, da grejo ljudje čim prej gor, ker potem, ko bo pa enkrat to toliko drago kot, ne vem, recimo Facebook, Instagram, ne, tako kot je Jure rekel, bo pa tukaj težje content delati, ker recimo meni Facebook content na TikToku ne deluje, medtem ko mi na Facebooku deluje TikTok content. Pač pri nas, kadarkoli boš recimo pogledal, ne vem, top 3, top 4 kampanje, na Facebooku so to TikTok videi, ki so bili delani za TikTok, pač seveda pač brez loga, mislim, brez tega watermarka, ne, ampak prodajajo tudi tam, ne, in v primeru, da recimo, ne vem, TikTok jutri dol pade, ne, pa so ljudje tako, joj, pa ne vem, če bi šel, ne, kaj pa če ne, pa Kitajci pa gor pa dol,
smisel je, da se naučimo delati te vertikalne videe in kako v bistvu komunicirati ključno sporočilo preko tega, zato ker so se ljudje tega navadili. Nima toliko veze ta platforma, kakor pač smo se mi navadili tega, da enostavno hitro konzumiramo vsebino in to je pač smer, v katero bo šlo oglaševanje. Hvala ti, Luka. Ja, ful dobro rečeno. Jaz sicer mislim, da se mogoče TikTok kot platforma premika malo bolj v live streaming, pa to se ne dogaja tako zelo hitro, te premiki, da bi bili na pač neki vsakodnevni bazi, ampak počasi vidim, da to live streaming funkcijo poskušajo malo več pušati, da medtem, ko na tem For You pageu scrollaš naprej, v bistvu se ti kak live stream pojavi. To pa pač jaz upam in mislim, da bojo oglaševalski produkt še malo razvili in pač, da bo tisti algoritem vzadej še toliko boljši, da bo tudi prodaja se začela dogajati. Pa tudi mislim, da se morajo uporabniki navajati tega, kar so se navadili na Facebooku, da pač kdaj klikneš in takoj kupaš tisti produkt in da se te impulzivni nakupi večkrat začnejo dogajati, pa bo tudi vsem malo lažje prodajati, ker bojo ljudje tega navajeni. Jure, Ja, kam grejo in a so že podjetja, ljudje pozni, da grejo na TikTok? ne, definitivno ne. Zdaj, ena stvar, pa to so predikcije. Ena stvar, ki jaz mislim, da se bo zgodila, je, da bo, če boste šli pogledat Douyin, to je kitajska verzija TikToka, ampak poglejte na desktopu, kako izgleda, torej na računalniku. Boste videli zelo veliko podobnost z YouTubeom, a ne. In TikTok, jaz mislim, da se bo premikal dosti v smer tega, da boš ti na tej platformi ne samo zabil cajt oziroma pač šel na ta For You page, ampak bo odprla dosti drugih možnosti, dosti drugih aktivnosti, da bo uporabnika zadržala gor dlje časa in da bo uporabnik tam gor lahko najdu stvari zase, a ne. In res sam ta desktop verzija Douyina si poglejte, pa boste pač dobili približen občutek, kam se bo pomikala tudi zahodna verzija, vsaj v mojem mnenju. Kar se tiče oglaševanja, definitivno bojo šle cene gor. To se je zgodilo tudi s Facebookom in to se zgodi z vsako platformo pač. Doseg organski, zdaj eni pravijo, da bo padel, eni pravijo, da ne bo padel. Jaz mislim, da je prehmalo, da se o tem pogovarjamo, da ko se bo to začelo dogajati, bojo sigurno to naznanili. Ampak kar je najbolj ključno, je to, da trenutno je še zelo early stage in vsi, ki bojo šli zdaj na TikTok, bojo 1 let, 2 leti lahko še zelo dobro gor delali. Ali so to oglasi, ali so to organiki, splača se iti, ker tudi to, kar je Klavdija rekla, jaz vedno poudarjam, naučili se boste vsebine, naučili se boste predstavljati vsebino na način, ki še nekaj časa ne bo šel stran, tudi če TikTok gre. En dokaz za to je recimo Spotifyov feed za Discovery. Če boste aplikacijo odprli pa pogledali njihov Discovery feed, evo, so že dodali ta scrolling, da ti med artisti zdaj iščeš. In še en malo bolj kontroverzen primer, OnlyFans, tudi zelo podoben pristop, že delajo nek dodaten dodatek platformi, ki bo v bistvu omogočil Discovery. In ja, TikTokalizacija, ali kako bi rekel, se je že začela in dejansko je ta prav trenutek za iti gor zdajle. Odlično. Evo, imamo še 2 minutke, 3. Bi še kdo kaj dodal, kaj nismo povedali? Kaj se vam zdi ključno, da je mogoče še... A imamo kakšno vprašanje? Aleš, a je kdo kaj pisal, a bi kdo kaj povedal? Nisem več gledala četa. Jaz bi mogoče tukaj samo poudarila, da v bistvu vsa ta podjetja, ki recimo se bojo odločila, pa bojo enkrat v prihodnosti šla na TikTok, da naj se ne bojijo predajati v bistvu neke in odgovornosti in dajmo temu reči, vodstvenih ali pa menedžerskih funkcij pač za TikTok mladim, zato ker pač mlad kader je res dober. Luka je pač živi dokaz tega. Dajte jim priložnost, da vam oni razložijo svojo strategijo, ker pač to so ljudje, ki so na TikToku. Pač jaz tudi, ne vem, zvečer scrollam po TikToku in tako dobim ideje, kaj bi objavila. Pač ne vem, vidim sound, ki mi je ful dober, pa ga shranim, pa mogoče čez 3 dni se spomnim, kaj bi pač na to posnela. Ne more vam TikToka delati nekdo, ki ga aktivno ne uporablja. No, tako da dobri so mladi v tem, no. Okay. Ja, jaz bi mogoče en uporaben hack dodal za vse, ki se boste lotevali oglaševanja.
TikTok ima v bistvu knjižnico oglasov, kjer lahko v bistvu vsi do nje dostopate, brez da si kak account naredite ali pa karkoli. Sam tipkate Google, TikTok, Ads, Library in pa lahko tam po tej knjižnici v bistvu iščete po svoji niši ali pa pač gledate tudi vse ostalo, pa v bistvu vidite oglase, ki so najbolj funkcionirali in tam najdete kakšno inspiracijo in tako naprej. Jure, še kaj dodal? Pa v bistvu, po moje, da ne, vse smo zelo veliko povedali. Veliko smo povedali. Evo še zaključna misel, 15 sekund, kako uspeti na TikToku? 15 sekund imate. Klavdija. Jaz sem svojo zaključno misel v bistvu že prej povedala. Dajte mladim priložnost, da delajo s tem kanalom. No. Dobro, to, kar znajo, Ja. ne? To, kar vsak dan počnejo. Tudi Tako. moja je podobna, ja, da se splača vložiti v to, da se en svež pogled ali pa pač eno mlado osebo da v to, ker bo druga perspektiva, pa bo rezultat boljši. Odlično. Evo, to je to. Ful hvala vsem trem, da ste bili danes z nami. Jaz verjamem, da smo dali zelo velike ene kakovostne vsebine. Če bi kdo karkoli želel še vprašati, imate vse moje podatke na spletni strani, vas lahko povežem s komorkoli, če želite. Tako da hvala lepa. Jaz pa predajam naprej besedo sodelavki Katji, ki bo vodila panel o Amazonu. Katja?